Živijo ekipa, danes imam pa zraven sebe enega prav posebnega gosta. Tole je pa Nik, naš arhitekt. Živa. In ga bom vprašal z par strokovnih mnenj, ki mislim, da jih bo znal povedati boljš kot jaz. Nik, daj mi povej, kaj misliš po tvojem mnenju, kam bojo šli v bodoče trendi pri arhitekturi zunanjosti hiše, vrta, okolice, glede na to, kar spremljamo skozi projekte, skozi leta? Jaz mislim, da se bomo še zmeraj držali tega minimalističnega dizajna. Barve bodo čedalje bolj kontrastne, se pravi, bodo tiste vmesne zgubivale na vrednosti. Čedalje več se bo pojavljalo temnih barvnih odtenkov, se pravi tistih temno-sivih in črnih. Pa seveda pač čim več geometrije, ravnih linij in tako naprej. Ampak po tvojem mnenju les bo še vedno ostal eden od glavnih dejavnikov? Definitivno, sploh pri nas v Sloveniji se mi zdi, da živimo v taki državi, ki je les nekako tradicija in se ga splača uporabljati. Tudi ima eno dodano vrednost pri vizualnem in mislim, da bo ostal. Se pravi, govoriva kot dekorativni element, recimo kot je lesena fasada, potem pa tudi kot konstrukcijski element pri pergolah, recimo. Tako, zdaj ponavadi je bilo tako, da smo ga izključno imeli za konstrukcijski element, se ga je celo nekaj časa precej zakrivali, zdaj je moderno, da se les vidi, da je v bistvu prav posebej dekoracija in da ga izpostavimo. In na to jaz bi sam še dodal, zadnje čase zmeraj bolj opažamo, da so zaželene ožje letvice pri lesu, pa pokončno usmerjene na mesto ležeče. To pomeni, da recimo sploh pri kakšni fasadi je bolj pomembno to, da je kontrast, pomeni ožja lesena deska, potem neka črna linija, kot zadaj predstavlja sicer fasadno folijo, a ne, pa potem spet letvica, tako da je nekako kombinacija les pa črna barva, les pa črna barva, tako da razbijamo tisto monotonost, ki bi jo recimo ležeče opažne deske sicer predstavljale. Nik, mene pa zdaj še zanima, recimo, da imamo en tak kompleksen projekt, ki vključuje celotno zunanjo ureditev, recimo pergola, terasa, fasada in tako naprej. Kako se sploh ti kot arhitekt lotaš tazga projekta? V prvi meri moraš biti predvsem dober poslušalec. Vedeti, kaj si stranka želi, kaj pričakuje in na koncu koncev pač ustvariti neko smiselno celoto, ki bo zadoščala tako v funkciji kot samem izgledu. Ampak zdaj stranke običajno pri nas že pridajo z neko osnovno idejo, z neko željo. Na nas je pa v resnici to, da to postavimo na tak nivo, da bo hkrati funkcionalen, pa da bo še vedno dobro izgledal, pa da je še vedno tehnično vse skupaj nekako dovršeno. Zdaj, kako ti prideš do take kombinacije? Tako, stranko je prvo treba opozoriti, če so kakršnekoli težave, zato da moraš predvidevati, kako bo izgledalo, ko bo vse skupaj sestavljeno, kako bo izgledala celota. Moraš vedno videti širšo sliko, ne samo tisti detajl, ki ga gledaš. Je res, da je širša slika sestavljena z detajlom, ampak na koncu vidimo vse skupaj. Pa je smiselno pol tudi kakšne detajle spremeniti, mogoče bo vizualno malo slab izgledal, pa da zadostimo temu, da mora na dolgi rok zdržati. Tako. Tukaj treba pač prilagoditi jim funkcijo in estetiko. Ja, okej, v redu. Nik, hvala za današnji obisk. Ja, hvala. Zdaj se oba nazaj seliva v isto pisarno. Tako da, ja, se nam mudi z novimi projekti. Tako da, če imate pa vi kakšno hudo idejo ali pa če jih urejate okolico hiše, ste vabljeni, mogoče bomo mi probali tudi vašo idejo nadgraditi, dodali še kakšen nov element, kakšen nov pogled, kakšno novo rešitev, ki jo mogoče še iščete. Tako da vas vabim k vam. Sicer sezona se počasi zaključuje, po eni strani to prednost, ker je pred nami zima, je čas za razmislek, je vse skupaj bolj umirjeno in zato smo tudi toliko bolj dovzetni za kakšno inovacijo.
pa konec koncev pomlad bo veliko prej, kot si mislimo. Tako da hvala za enkrat, hvala, da ste bili z nami, pa se vidimo, se slišimo naslednjič. Živja, čau, čau.